Torej, prav lep pozdrav kolegu profesor dr. Žiga Turku, ker se osebno poznava, upam, da nihče ne bo zameril, če se med tole točko kar tikava. Torej, jaz mislim, da Žigo Turka ni potrebno posebej predstavljati, vsi ga poznamo, morda pa ne veste pravzaprav, da je Žiga en tak guru gradbene informatike v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno gledano v svetu. Torej, vsekakor Žiga bo lahko ogromno povedal v teh 20 minutah o začetkih gradbene informatike v Sloveniji, kjer bom samo povedal, da torej Ljubljanska fakulteta nekje leta 1971 ustanovi prvi center, ki je imel v opisu svojih del tudi gradbeno informatiko, na kar leta 1979 sledi potem tudi podoben center na Mariborski fakulteti za gradbeništvo. Torej, to so pravzaprav začetki tega, čemur smo priča danes, s tem, da seveda v neki drugi preobleki veliko kolegov zna povedati, da je marsikaj od tega bilo videno že nekoč, tudi o tem bomo govorili in tako naprej. Torej, jaz bi kolego Žigo Turka izzval z Mattijem Hanusom, torej prav tako kolegom, ki ga oba poznava, finski profesor, ki je kar lepo število let nazaj, torej leta 1990 je bilo to, pa še malo prej, ko je nastala tale slika, ki govori o otokih avtomatizacije v gradbeništvu. Pa bi bilo moje prvo vprašanje, Žiga, kaj smo se iz teh preteklih 25 let naučili, pa če morda pokomentiraš ta otoček, te otočke tukaj na sliki. Ja, najprej hvala lepa za povabilo. V bistvu je čudovito videti, da je ena soba tako polna ljudi, ki jih zanima informacijsko modeliranje v gradbeništvu oziroma BIM-i. Hvala tudi za to priložnost, da tukaj na začetku nekaj pomodrujemo. Dejansko se človek počuti zelo star, ko se vpraša, kdaj smo se začeli pa s temi stvarmi ukvarjati. Jaz sem imel zelo srečo kot študent oziroma podiplomski študent, da je bil moj mentor prav profesor Duhovnik, ki vas je prejle nagovoril in me je pravzaprav on usmeril v raziskovanje tega področja gradbene informatike. In jaz se zdaj ne spomnim, ali je bil moj magisterij ali pa moj doktorat pri njem, ki je imel naslov Razredi objektov za modeliranje v gradbeništvu. Če to zdaj malo prevedemo v to, kaj BIM-i so, saj to so razredi nekih objektov oziroma so, ko bi rekel, neke podatkovne strukture, s katerimi stavbo opisujemo tukaj spodaj. In to je bilo 30 let nazaj, to je pa tisto, kar človeka nekoliko zaskrbi, ali v tem času napredujemo. Dejansko tale slika, ki so jo kolegi na Finskem narisali, s katerimi smo imeli številne skupne projekte, številne skupne konference, je ena taka slika, ki jo jaz študentom pokažem večkrat in se mi zdi, da so me tudi že kar mečke nositi, ker na eni strani zelo dobro kaže, zakaj pravzaprav gre, kaj hočemo narediti, po drugi strani pa sumam, ko boš pokazal naslednjo sliko, ki jo vidim tamle spodaj, da je ta slika vendarle na nek način optimistična, da vedno imamo N+5, N+10, ko bodo pa stvari take, kot so. In zdaj, če si 30 let v tem poslu, nisi tako navdušen, kot tlele mladi kolegi, ki mislijo, wow, to je pa zdaj to, s tem bomo pa zdaj rešili, to je pa srebrna kroga, silver bullet, kot pravijo Američani, ki reši vse probleme. Dejstvo je, da v gradbeništvu je zadeva taka, da tisto, kar nas povezuje, k čemur moramo priti skupaj, je že od kamene dobre naprej tisti fizični objekt, na katerem delamo. Če tam nismo skupaj, potem sta dva objekta, tri ali pa nobenega. Tam je treba biti povezan. In potem vse to znanje, ki nastaja, vse informacije, knjige, drobitev strok, ki se dogaja skozi vedno več znanja, pa vleče to narazen. In tisto, kar se z informacijskimi modeli, z BIM-i dogaja, je, da pravzaprav
dobimo neko protiutež temu vlečenju narazen, ki se skozi znanje in skozi informatiko dogaja, ker je pač možno, da se specializiramo, ker je pač možno, da nas je več. Ne? Da dobi tudi neko informacijsko ali pa digitalno oporo oziroma nek informacijski ali pa digitalni center, okrog katerega smo zbrani, da ni tisto, kar nas povezuje na koncu samo fizična zgradba, ne, ampak nas povezuje tudi digitalna zgradba. Ali bo ta proces kadarkoli dokončan, ne, se pravi v smislu, da bomo imeli en konzistenten, kompleten, standardiziran model, kjer bodo vse informacije. Ne. Se bojim, da vedno bodo stroke tako hitro napredovale, da bodo spredaj. Ne. Po drugi strani je pa tudi res, da verjetno za vedno več nekih rutinskih, nezahtevnih objektov, tipičnih stvari, ne, pa lahko pričakujemo, da bo šla stvar v smeri, ki jih vaši otroci mogoče poznajo, kot je igrca Sims. Ko boš z nekimi računalniški orodji stvar naredil, bom rekel, precej integrirano in precej do konca. Ne. Tisto, kar je pa tukaj vmes med zahtevnim in med rutinskim, je pa priložnost za vse, ki se bomo s tem ukvarjali raziskovalno, in priložnost za vse, ki se s tem ukvarjate, oziroma raziskovalno in priložnost za vse vas, ki se s tem ukvarjate profesionalno, da najdete tisto nišo, kjer lahko s tem naredite oziroma naredimo neko konkurenčno prednost. Tako da, ne, tle so neki mostovi narisani in kako bo vse fajn, ne. Kljub vsemu, ne vem, a je ta slika danes dosti drugačna. Ne. Ja, če smem skočiti. Mogoče imamo tle vmes neko ladijsko podjetje, ne, Beam Ferries, ne, ali pa Beam Lines, ne, ki bom rekel, servisira vse te stroke, ne. Ampak poleg tega, ne, če moramo pravimo, poleg tega, kar je tukaj v sredi, ne, se še vedno dogaja zelo veliko stvari tudi na robovih. Ne. Kar nikakor ni, kako rekel, diskvalifikacija tega, da to v sredi ni koristno, nasprotno, ne. Ampak dobro se je zavedati, da to ni srebrna krogla, ki bo rešila vse probleme. Torej, če bi recimo zdaj pogledala na to otočje, pa bi se vprašali, kje je Slovenija v tem trenutku. Namreč robovi, črtkani robovi teh otokov avtomatizacije pravzaprav prikazujejo napoved, ki bi naj bila realizirana leta 2010. Torej eno samo veliko kopno leta 2010, to je ta N plus nekaj, N plus 5 v tem primeru, kot si omenil. Kje po tvojem mnenju je v tem trenutku Slovenija? Ali bolj na robu, ali tu, kjer vidimo, ali smo še bolj razdrobljeni po podpodročjih znotraj gradbeništva oziroma povezljivosti teh področij? Jaz mislim, da bi težko dali oceno za Slovenijo kot celoto. So projekti, ki so bili peljani zelo, kako bi rekel, po metodologiji BIM-a, ne, BIM je tudi proces, ni samo, torej to je modeliranje, ne, informacijsko modeliranje kot proces, ne. Mogoče več pilotskih, kot da bi se to delalo vsak dan, ne. In so projekti, kjer se to popolnoma nič ne uporablja in tisto, kar bi se morali pravzaprav spraševati je, ne, ali uspemo pokazati, ali se v Sloveniji splača delati z BIM-i, ali se v Sloveniji da v gradbeništvu zaslužiti s tem, da imaš boljše upravljanje z informacijami, ali se pa v Sloveniji v gradbeništvu da zaslužiti z, bom rekel, na neke druge načine. Ne, kar je pa bolj, bom rekel, splošno, politično, ekonomsko vprašanje, kot pa tehnično. Skratka, ali imamo okolje, ne, v gradbeništvu, kjer boljši, sposobnejši tudi boljše služijo. In tam, kjer taka okolja so, sem prepričan, da je tudi uptake, se pravi sprejemanje BIM-ov boljše. Ker na koncu dneva, ne, je jasno, da se zadeva splača.
ali pa imaš sistem, v katerih se kvaliteta splača, je pa nekaj drugega. In tukaj imamo v Sloveniji pač ta zgodba pade v celokupno zgodbo slovenskega gradbeništva, v katerem imamo občutek, da se je zelo dolgo časa služilo ne za neko tehnično ekscelentnostjo, ampak, bom rekel, na druge načine. Torej, jaz sem prepričan, da danes Lendava, torej današnje prizorišče pravzaprav je eno samo kopno, tole, kot bi ga želeli videti, se pravi, v tem procesu, pri tem projektu, ki mu bomo danes v nadaljevanju namenili pravzaprav največ pozornosti, torej gradnji Lendavskega stolpa Vinarium. Za tak primer, torej govoriš, takšni primeri dobre prakse so pravzaprav že tisti, kjer ni ladijskega podjetja BIM Ferris, ampak se tako arhitekti, projektanti, raznorazni, vsi deležniki pravzaprav sprehajajo že po kopnu. To pomeni, da jih ta BIM dejansko povezuje. Dajva se pomakniti še k naslednjemu zanimivemu področju in sicer torej 18. april naslednje leto je ena taka prelomnica, ki nam jo je naložila Evropska unija, pa ne samo nam, vsem evropskim, torej EU državam. In ker vemo, da se pravzaprav v Sloveniji na tem področju nekaj premika, moram reči, da informacijo na to temo, da se v Sloveniji nekaj premika, sem pravzaprav prebral na strani podjetja Pilon, ki ima en lušen blog, kjer sem prebral, da je, torej arhitekt Granda piše, da se pravzaprav Ministrstvo za finance ukvarja s tem, kako implementirati tole direktivo EU-ja v slovensko zakonodajo. No, pa me recimo zanima, Žiga, ker imaš zagotovo dobre kontakte, pa nam povej, kaj se pravzaprav dogaja, kaj sedanja vlada dela na tem področju, kaj ministrstva, ki bi bila za to pristojna v tej smeri, trenutno počnejo, ker če ne, potem smo morda prepozni. Pravzaprav ti težko povem, nimam tako dobrih kontaktov z tem, kaj se trenutno dogaja. Lahko povem nekaj izkušenj, ki smo jih imeli na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je v bistvu zelo velik investitor v vse šole, srednje šole, univerze, športne objekte in tako naprej. Ampak v zvezi s to direktivo se mi zdi, da je bilo nekaj nejasnosti, oziroma vprašanje, ko sva se midva pogovarjala, a bi tukaj mogli pisati states may require the use of specific electronic tools, ali pa should require. Torej, ali je državam dovoljeno, da to naredijo, ali pa morajo zahtevati, da se v procesu pridobivanja del, tenderinga, dovoljen in tako naprej zahtevajo digitalni modeli. Se mi zdi, da to vprašanje nekoliko izvira, ali pa ta nejasnost izvira iz tega, da si včasih čisto dobro ne predstavljamo, kaj pomeni pravo in kaj pomeni evropsko pravo. Tole tukaj notri piše zato, ker v, bom rekel, demokracijah država ne sme početi ničesar, kar ji ni izrecno dovoljeno. In če bi si pa lahko predstavljamo, recimo, da bi neka Finska v svojo zakonodajo napisala, morate oddajati dokumentacijo v digitalni obliki, v BIM-ih in tako naprej. Potem bi to lahko nekdo v Evropi razumel kot oviranje konkurence, da bi na finskih natečajih konkurirali iz držav, kjer te tehnologije, takih pogojev in tako naprej ne poznajo dovolj. To se pravi, da tole je dovoljenje, da države lahko vzpostavijo neke dodatne zahteve. Potem je pa, zdaj pa vsaka država lahko reče, morate. In tukaj sta potem v svetu globalno dva vzorca, kako BIM-i prodirajo. Eden je bolj zakonodajni, se pravi, država neke stvari predpiše, in drugi vzorc je tržni.
Zakonodajnega ima recimo Anglija precej razvitega, tam so določene stvari predpisali. Treba oddajati v nivoju 2 in tako naprej stvari. Zakaj je treba predpisati? Ker včasih, ali pa tisti, ki se z BIM-om ukvarjate, veste, da pravzaprav delo nastaja na začetku, koristi se pa kažejo predvsem na koncu procesa. Se pravi, pri projektiranju zna biti dela več, prihranki se pa pokažejo pri gradnji, ko je dosti manj napak, dosti manj nepredvidenih del in tako naprej. Skratka, šele v procesu kot celoti se vrednost BIM-a zares izkaže in izplača. Kot rečeno, angleška industrija je, zdaj spet čez palec, niso vsi taki, ampak so neke firme, ki delajo dizajn, so neke firme, ki delajo inženiring in so neke firme, ki gradijo. Ameriška industrija se je pa v času, ko se je BIM razvil in ko se je BIM uveljavil, prestrukturirala v design build. Se pravi, zelo veliko podjetij je, ki so istočasno tisti, ki načrtujejo in so tisti, ki na koncu gradijo in morda delajo še facility management ali pa se ukvarjajo še celo z oddajanjem teh nepremičnin oziroma so lastniki nepremičnin. In če je to vse v istem podjetju, se BIM splača in ne rabiš nobene zakonodaje, ki bi te silila, da to uporabiš. V okoljih, kjer pa ta veriga vrednosti ni na ta način sestavljena, pa seveda nekaj narediš s tem, da stvari zahtevaš. Slovenija je verjetno tukaj mečkano bolj na tem angleškem vzorcu in še posebej, kar se tiče javnih investicij, javnih sredstev, bi bilo za državo ob vsem, kar vemo, kaj se dogaja z aneksi, bom rekel, neplačili podizvajalcem, z vsem tem investicijskim kaosom, ki je pravzaprav v tej državi, bi država naredila zelo pametno, da za tiste objekte, ki jih ali ona investira, ali ki jih bo ona uporabljala, in tega ni malo, tega je v normalnih razmerah pol milijarde, milijardo na leto, da bi zahtevala BIM oziroma digitalno dokumentacijo v nekem nivoju, ker bo na koncu država tista, ki bo naredila prihranek. Ali pri investiciji, ali še celo kasneje pri vzdrževanju, in zato bi bilo zelo koristno in pravzaprav mi je žal, da ni tukaj nobenega predstavnika države, ni nam nekako uspelo nobenega prepričati, da bi to vsaj, kar se tiče javnega naročanja iz javnih sredstev speljali. Tukaj je župan pravzaprav, ki je šel skozi stole, se mi zdi, da se je naučil, je ugotovil, da se mu to splača in je rekel, da verjetno za vsako malenkost ne bomo šli na ta način delati, ampak prepričan sem, da če dalje več stvari bo ta občina stvari zahtevala tako. In na ta način s takimi pilotskimi objekti se mi zdi, da se dela najboljša reklama za uvajanje BIM-a, ker Lendava zdaj le ve, to je fajn, to se splača. Univerza v Ljubljani tudi ve, po izkušnjah z tema dvema novima fakultetama. In s takimi dobrimi praksami se bo zadeva tudi zelo učinkovito širila naprej. Pomembni so pa tudi potem taki dogodki, kot je tale, zato da se te stvari povejo in da jih nekje drugi prevzamejo. Tako je, torej v okolju, kjer ni to reguliran pristop od zgoraj navzdol, kjer bi država udarila po mizi pa rekla, tako bo, takšna je regulativa. Vprašanje, če si to želimo, nastajajo potem pobude pravzaprav od spodaj navzgor. Iz industrije, iz bolj pogumnih javnih investitorjev, kot je recimo občina Lendava v tem primeru, primeri dobre prakse in pa seveda takšna združenja, ki potem to vse skupaj povezujejo. V zvezi s tem, torej vprašanjem ali pa večnim vprašanjem tega, kako torej BIM uporabiti oziroma kako ga implementirati, obstajajo različne prakse. Bo Andrej pomagal. Torej, kar osebno recimo zaznavam v teh procesih, v teh zadnjih letih tudi
ko v bistvu projekti s BIM pristopom pravzaprav nastajajo ali pa se to zavedanje prebuja, je, da se pravzaprav tisti, ki to počnejo, velikokrat vprašajo ali pa želijo dobiti to potrditev, ali je to, kar počnejo, BIM-ovski pristop, ali je to, kar izdelajo, kar daje od sebe BIM model. Torej, Angleži bi rekli, BIM je buzzword, mi bi rekli, BIM je neka krilatica, na kateri bi vsak želel poleteti. Torej, a lahko še na to temo poveva, recimo tudi kaj, jaz se spomnim enega dogodka, ki se ga je raziskovalna skupina, v kateri sem sodeloval, udeležila v Dublinu v lanskem letu, in ko smo torej tistih 5 izbranih skupin finalistov tam tekmovali, so pravzaprav vse skupine napadle Chucka Eastmana, nekako očeta BIM-a ali pa vsaj tega akademskega raziskovalnega dela BIM-a in ne z vprašanjem, ali je to, kar bomo mi pokazali, pravzaprav BIM model. In potem, če je Chuck Eastman pokimal, potem so bili vse srečni, če ni pokimal, potem so bili zaskrbljeni in tako naprej. Torej, mislim, da se pravzaprav moramo osvoboditi tega bremena, te krilatice, da je vse za vsako ceno in na vsak način nosi tisto značko BIM. Recimo, kolegi na Irskem na enem primeru prav vztrajajo recimo pri izobraževanju, da predmete še vedno poimenujejo na klasičen standardni način, kot smo jih bili vajeni zadnjih 20 let, recimo z področja gradbene informatike, ne silijo z BIM-om v vsakem drugem nazivu vsakega drugega predmeta, kar se mi osebno zdi zelo v redu. Torej, kakšno je tvoje mnenje o tem, Žiga? Jaz sem tle pravzaprav nekoliko konzervativen ali pa, če bi rekli, ne purist, ne dogmatičen. BIM pomeni Building Information Modeling, se pravi informacijsko modeliranje stavb oziroma zgradb. Oziroma Building Information Model, se pravi informacijski model zgradb. Zdaj, če smo čisto odkriti, tudi pred 100 leti je obstajal informacijski model zgradbe. Reklo se mu je načrt, narisan je bil na papirju. Tudi to je bil informacijski model, tisto je bila informacija, narisana je bila zgradba, po vsej zdravo razumski slovnični slovenski definiciji, kaj je to model, je bil tudi tisto model. Seveda zdaj je BIM tudi marketinški in drugačen pojem, tisto, kar podrazumevamo pod BIM-om je par lastnosti, pri katerih lahko, kako bi rekel, na nekih točkah odrežemo stvari. Najprej, če hočemo govoriti o BIM-ih, moramo imeti posla s strukturirano informacijo. To se pravi, da imamo podatkovne strukture, da nimamo črt, da nimamo točk, ampak da imamo okna, vrata, stene, stebre in tako naprej. Potem moramo imeti strojno berljivost teh struktur in enostavno strojno berljivost teh podatkovnih zbirk oziroma datotek. Potem pride, da bi bilo fajn, da je to na enem mestu zbrano, se pravi, da je stvar centralizirana, in potem bi bilo še bolj fajn, da so te podatkovne strukture in na kakšen način so zapisane in na kakšnem strežniku so postavljene, da za to obstaja standard. Jaz bi rekel, da tisto, čemur bi jaz rekel BIM, je, da imamo visokonivojske podatkovne strukture in da imamo strojno berljive. Že centraliziranost, zelo daleč vi pridete s tem, če imate v XML-jih stvar zapisano, strojno berljiva je podatkovna struktura, to pomeni, da programeri tamle od CGS-a takole napišejo interfejs. To ni več, kako pa zdaj razkopati tist AutoCAD-ov formatnik vse čuden. XML takole napišeš interfejs. Kaj stvari pomenijo, imaš strojno berljivo definirano, takole napišeš interfejs do druge aplikacije. In tisto, kar je na koncu zanimiva stvar vsega tega, zakaj je BIM oziroma zakaj je strukturirana informacija boljša od nestrukturirane, ker lahko delaš inteligentne aplikacije. Programi lahko postanejo inteligentni. V zvezi s črto je težko kaj pametnega narediti, v zvezi z oknom je verjetno lažje. Okno boš vedno postavil v steno, ker okno sred sobe je brez veze. In to lahko program naredi, to ni treba se matrati človeku, da ga bo lepo poklikal na ta pravo mesto.
In tista naslednja revolucija, ki se bo naredila, po mojem, ne zato, ker so stvari centralizirane ali pa standardizirane, ampak zato, ker so strukturirane strojne berljive, je, da bo inteligenca inženirskih programov napredovala. In inteligenca inženirskih programov bo napredovala eksponentno. Eksponentno napredovanje pa pomeni, spomnite se tiste zgodbe o osebi, ki je pogruntala šah. Ko so ga vprašali, kaj bi pa ti za nagrado, pa je prišel čez en dan nazaj pa rekel, 1 zrno na prvo polje, 2 zrni na drugo polje, 4 zrna na tretjo polje, 8 in tako naprej. In informacijska tehnologija, strojna inteligenca je na eni taki šahovnici, zdaj na prvi polovici na začetku. Se zdi trivialno, vreča riža. Ampak eksponentno napreduje, procesorska moč eksponentno napreduje, število podatkov, ki jih zajemamo skozi senzorje, eksponentno napreduje. Število podatkov, ki jih lahko hranimo, eksponentno obdeluje in ti programi bodo zato postajali vedno pametnejši, vedno inteligentnejši. Zdaj imamo programe, ki znajo šofirati avtomobile, zato rabite imeti avtošolo pa osnovno šolo, oziroma pred par leti so znali parkirati, zdaj znajo držati pas na avtocesti, čez par let bodo znali voziti, še nekaj let kasneje bodo pa na Formuli 1 zmagovali stroj. In na neki podobni trajektoriji se bodo znašli inženirski programi. Kolikor starejši smo, toliko težje to verjamemo, ampak ta eksponentna rast je hudič in nič ne kaže, da bi se ustavila in za vsako karierno odločitev ali pa strateško odločitev podjetja je pravzaprav glavno vprašanje, kako se pa na to eksponentno krivuljo priklopiti. Ker vse industrije, ki so se na to priklopile, beležijo veliko rast. Tako da moj odgovor, a je BIM ali ni BIM, a imaš strukturirano, strojno berljivo, strojno dokumentiran zapis informacij. Tako, in če se samo navežem na tvojo izhodišče, in čez teh 1000 let je potem pravzaprav načrt postal derivat modela. To, kar je bilo prej model, postane zdaj rezultat nekega modela, poizvedba in torej se zadeva malo obrne. Sva pri zadnji točki. Torej tukaj je nekaj iniciativ na tej strani. Ena od teh je tale iz Irske, torej tale CITA. Podobno združenje kot je naše. V Nemčiji recimo počnejo nekaj zelo podobnega, s tem, da mogoče na malo bolj tak rigorozen ali pa jasen način. Torej iniciativa Planen und Bauen 4.0 je iniciativa 14 izbranih podjetij, ki jih podpira tudi nemška vlada in pravzaprav delajo ta pristop od spodaj, iz prakse, iz industrije, kot recimo nasprotje tistemu, kar sva prej govorila. Verjetno pa je v praksi se mora srečati. Mora srečati, ja. Torej takih iniciativ je ogromno in nekako želimo v našem združenju, da smo seveda ena izmed takšnih kompetentnih iniciativ. Torej, tvoja razmišljanje. Torej, država, jaz ti že dolgo časa razlagam, da kolikor se zgodovina napreduje, toliko manjši delež pametnih ljudi je v vladah oziroma dela za državo. Vedno večja večina pameti je zunaj vladajoče ekipe, vladajoče strukture. To se pravi, take iniciative morajo priti nekje od spodaj. Tisto, kar mora politika vendarle preveriti, je, a so teli prišli skupaj zato, ker bi si radi en tak monopolček naredili, ne vem, v smislu taki sofisticirani dimnikari, ki so si s temi, bom rekel, dimniškimi pregledi zagotovili en zaslužek, te si bodo pa bimari zagotovili koncesija za nekaj, da bo tisto, kar oni znajo, obvezno. Skratka, država mora le preveriti, a je to dejansko neki interes in mislim, da se da izkazati, da ta interes obstaja oziroma da se da vrednost dokumentirati. Tako da jaz bi sam kot zadnji stavek rekel tisto, kar sem na Twitter mečkano prej napisal, ena idejca, ki se me je ob naslovu te konference zazdela. Vprašanje je, si BIM ali nisi. In to lahko pomeni tako za podjetja, si BIM ali pa nisi, se pravi, ni,
ali pa si BIM, ali nisi kot SI kratica za Slovenijo. Ne, se pravi, ali bomo tukaj naredili BIM, ali pa naše gradbeništvo še dosti bolj v slabi koži. Ne. Tako da si BIM ali nisi, to je zdaj vprašanje. Na otoku si hotel povedati, ne? Na otoku, ja. Tako, morala bo končati, Žiga, hvala lepa. Hvala vam.